Božja prisotnost na zemlji. Božja prisotnost na zemlji je poseben čas Božjega delovanja, kjer lahko vidimo z našimi fizičnimi očmi, kako Bog deluje na zemlji. Kristjani praznujemo krščanske praznike, kot so Jezusovo rojstvo, Velika noč, binkošti, potem pa kot da se vse konča. Tisti, ki beremo Sveto pismo, pa vemo, da je Bog deloval na zemlji, ne samo to, kar se spominjamo za praznike, ampak mnogokrat na zelo konkreten, jasen, viden način. Najboljši primer je knjiga v Svetem pismu Apostolska dela. To je knjiga, ki jo nekateri tudi imenujejo najstarejša cerkvena zgodovina. Govori o času, lahko bi rekli po velikih krščanskih praznikih, katere mi vsako leto praznujemo. Osrednja vlogo je imela tretja oseba trojstva, Sveti Duh. Močnejši kot človeški element je Duh, tretja Božja oseba, ki veje in deluje na zemlji v človeških življenjih, konkretno razodeva Božjo prisotnost na zemlji na viden način. V apostolskih delih beremo: po rokah apostolov se je dogajalo veliko znamen in čudežev med ljudmi. In vsi so se enodušno zbirali v Salomonovem stebrišču. Od drugih se jim nihče ni upal približati, ljudstvo pa jih je zelo cenilo. Vse bolj je raslo število mož in žena, ki so verovali v Gospoda. In tako so prinašali bolnike na ceste ter jim polagali na ležišča in nosila, da bi se, kadar je šel Peter mimo, vsaj njegova senca dotaknila katerega izmed njih. Tukaj je opis delovanja Boga v prvi cerkvi. Apostoli so prejeli moč Svetega Duha in preko njihove službe se je dogajalo veliko čudežev. Sveti Duh, tretja Božja oseba, je bila na delu. Ne samo, da so čudeži pomagali ljudem, da so bili rešeni bolezni, trpljenja, ampak so bili tudi jasen znak, vidna Božja prisotnost na zemlji. Dogajalo se je veliko znamen, da je Bog prisoten s svojo močjo na zemlji. Vse več ljudi je začelo verovati in slediti Jezusu. Poglejmo še en primer. V Jopi je živela učenka, ki je bilo ime Tabita, kar v prevodu pomeni gazela. Bila je polna dobrih del in rada je delila miloščino. Ravno v tistih dneh pa je zbolela in umrla. Umili so jo in položili v gornji prostor hiše. Jo pa leži nedaleč od Lide. In ker so učenci slišali, da se je tam mudil Peter, so poslali k njemu dva moža s prošnjo: brez odlašanja pridi k nam. Peter je vstal in šel z njima. Ko je prispel tja, so ga peljali v gornji prostor. Obstopile so ga vdove, ki so vse imele solzne oči. Razkazovale so mu halje in obleke, ki jih je bila sešila gazela, ko je živela med njimi. Peter je poslal vse ljudi iz izbe, pokleknil in molil. Nato se je obrnil v truplo in rekel: Tabita, vstani. Odprla je oči in ko je zagledala Petra, je sedla. Dal ji je roke in ji pomagal vstati. Nato je poklical svete in vdove in jim pokazal živo.
Novica o tem se je razvedela po vsej Jopi in veliko ljudi je sprejelo vero Gospoda. Tukaj je omenjen še čudež, ko je Peter obudil od mrtvih Tabitu. To je bila novica, ki se je hitro širila in ponovno beremo, da je veliko ljudi sprejelo vero v Gospoda Jezusa. Kako pa je danes z Božjo prisotnostjo na zemlji? Kakšna so danes znamenja Božje prisotnosti na zemlji? Seveda je življenje, Božja prisotnost nekaj edinstvenega na začetku prve cerkve. Apostolska dela pomenijo prehod v novo zavezo, kar je Jezus delal in učil, želi delati naprej po Svetem Duhu, po apostolih in novo ustanovljeni cerkvi. Govora je o ustanovitvi cerkve, oznanjanje evangelija, začetkih skupnosti kot rezultat dela ostalega Gospoda in Svetega Duha po apostolih. Ves čas sta bila vsaj dva pomembna znaka Božje prisotnosti. Znamenje, čudeži in spreobrnenje ljudi Kristusu kot gospodarju njihovega življenja. To je bilo nekaj povsem novega za mnoge, saj je Jezus prinašal spravo z Bogom, mir in izpolnitev v človeških srcih, kar jim ni mogel dati nihče v tistem času. Judovske ali poganska miselnost ne, rimska oblast ali helenistična družba. Danes je Božja prisotnost na zemlji različna. So dežele, kontinenti, kjer mnogi na podoben način doživljajo Božjo prisotnost na zemlji, kot je doživljala prva cerkev. Dogajajo se čudeži in mnogi sprejemajo Jezusa za svojega osebnega odrešenika. Bila so tudi obdobja, ko je Evropa doživljala prebojenja. Tudi danes lahko rečemo za Evropo in tudi našo deželo, da mogoče doživljamo samo pikice od tega, kar razodeva Božja prisotnost na zemlji. Vse bolj postajamo človeštvo, kateremu je Božja prisotnost na zemlji še samo zgodovina. Spoznanje in delovanje Boga se je oddaljilo od nas. Spominjajo me na besede, ki jih je zapisal Pavel v prvem pismu Rimljanom. Čeprav so namreč Boga spoznali, ga niso kot Boga slavili ali se mu zahvaljevali, marveč so postali v svojih mislih prazni in nespametno srce jim je otemnelo. Domišljali so, da so modri, pa so ponoreli in veličastvo neminljivega Boga zamenjali z upodobitvami minljivega človeka in ptic, četveronožcev in plazilcev. Zato jih je Bog prepustil poželenjem njihovih src v nečistost, tako da so sami skrunili svoja telesa. Spoznanje Boga ene generacije ni garancija za novo generacijo, da bo imela spoznanje Boga. Božjo prisotnost na zemlji potrebuje vsaka generacija. Vsaka generacija potrebuje svoje doživetje in razodetje Boga. Drugače se zgodi to, kar smo prebrali v pismu Rimljanom. Smo v pomembnih trenutkih, če že nismo zamudili.
Ali želimo nazaj Božjo prisotnost na zemlji, v naši deželi, v naših cerkvah? Ne imejmo se za preveč pametne in duhovne. Ne razglabljajmo in dokazujmo neke zgodovinske dokaze, da smo mi tista prava in edina cerkev. Znaki prave, žive cerkve je Božja prisotnost na zemlji. Vidno delovanje Svetega Duha, ki deluje nadnaravno in spreminja človeška življenja. Želim zaključiti z besedami, ki jih je Pavel napisal Galačanom. O nespametni Galačani, le kdo vas je uročil, ko je bil prav vašim očem prikazan Jezus Kristus in sicer križani? Rad bi izvedel od vas samo tole. Ste prejeli Duha zaradi del postave ali zaradi vere v to, kar ste slišali? Tako nespametni ste. Začeli ste z duhom, zdaj pa končujete z mesom. Ste toliko pretrpeli za manj, ko bi vsaj bilo za manj. Mar ta, ki vam daje Duha in dela med vami čudeže, to dela zaradi del postave ali zaradi vere v to, kar ste slišali? Galačani so imeli Božjo prisotnost na zemlji. Pavel jih spominja, da so začeli s Svetim Duhom, njegovo močjo in delovanjem. Zdaj pa končujejo z mesom, svojo močjo. Božje delovanje, prisotnost so zamenjali svojo človeško močjo. Ne moremo nadoknaditi Božje prisotnosti človeško močjo. To je norost, duhovna slepota. Poglejmo v svoja srca, na čem gradimo svoje krščansko življenje. Na svoji ali na Božji moči prisotnosti. Mogoče iščeš Boga in ne veš, kako ga najti. Prosi ga, razodeni svojo slavo v mojem življenju. Naj so nam Jezusove besede v pomoč, novo iskanje Božje prisotnosti na zemlji. Prosite in vam bo dano. Iščite in boste našli. Trkajte in se vam bo odprlo. Kajti vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. Amen.